Lepo zdrav iz volilne kavarne, nov dan, nov pogovor. Z mano je Matjaž Trontelj, kandidira v Grosuplju. Živijo, Matjaž, petek je lep sončen dan, vikend pred vrati, sicer kampanja, veliko dela, a ne. En pogovor sva že imela, bil je tak resnejše narave in predlagam, da sva danes glede na okoliščine malo bolj sproščena in da se tudi tikava, če se strinjaš, ker se poznava. Se strinjam in seveda lepo pozdravljena tudi ti. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj, lep sončen dan je, in verjamem, da bo tudi tole en prijeten pogovor, najino druženje ob mikrofonu. Povej, kako teče kampanja, kaj počneš, kje te lahko volivci vidijo? Ja, najprej naj povem, da sem res izjemno ponosen, da lahko kandidiram na tej skupni listi na 3 strank, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in pa Fokusa Marka Rotriča. Mislim, da je to ena nekaj najlepših doživetij, kar jih lahko doživiš, no. In je prav prijetno, no, ko skupaj sodelujemo, hodimo po terenu, smo z ljudmi, od ljudi do ljudi, za ljudi. Tako da je to eno tako doživetje, eno tako potovanje, če temu tako rečem, do 22. marca. In jaz upam, da šele 22. marca potem začetek še nadaljnega sodelovanja in realizacije tega tudi, kar smo se dogovorili. Drugače pa z ekipo smo vsak dan praktično na terenu, na dogodkih, ki jih organizira različne društva, organizacije in ostalo. Nekaj seveda tudi sami, kot volilni štab. Naše središče je ponavadi tržnica Grosuplje, tam je zbirališče največjega števila ljudi in res prostor druženja. In te naše izkušnje tam so res zanimive. No. Skratka, predvsem vidimo to, da ljudje vidijo v nas upanje, vidijo v nas, da je lahko drugačna Slovenija, boljša Slovenija, bolj sproščena. To se mi zdi eno tako sporočilo praktično iz vseh. Ne. Pogovarjamo se z upokojenci, pogovarjamo se s tistimi, ki na tržnici prodajajo, pa imajo malo podjetniške žilce, pogovarjamo se z mladimi družinami, ki pridejo malo na sprehod, če temu tako rečem. Skratka, z vsemi generacijami in pri vseh generacijah lahko vzamemo tisto trip njihovega razmišljanja, njihovih potreb, takole, ko smo ena na ena, veliko več povejo, bolj zaupajo stvari. Tako da je neverjetno, koliko pozitivnih stvari zveš, po drugi strani pa tudi, kakšne so potrebe. No. To me zanima, te potrebe me zanimajo. Torej, kaj bi lahko dal en skupni imenovalec za vsako od teh, če se tako izrazim, kategorij, ki si jih omenil, recimo mlade družine, upokojenci, recimo nekdo z dopolnilno dejavnostjo in tako naprej. Ja, to je to. Pravzaprav za vsako neko generacijo imamo mi tudi odgovor. Recimo upokojenci se vidi, ne glede na vse, jih se vedno najbolj, ne samo da dobijo pokojnino, ampak predvsem ta zdravstvo. Vedno bolj to vprašanje, a bom res lahko dobil zdravstveno storitev, a se moram še dodatno nekaj zavarati vse, a moram res vse plačati. Skratka, tukaj vidim eno to bojazen tudi z vidika paliativne oskrbe, z vidika dolgotrajne oskrbe. Tako da pri tej generaciji predvsem to opažam, pa predvsem to tudi, da želijo pomagati svojim otrokom, vnukom. Vsak gleda za to, da od svoje generacije nekaj pusti za naslednjo generacijo. In to ta vprašanje, kako bi lahko lažje mladi potem prišli do gradenj, do stanovanj, kako, bom rekel, znotraj družin lahko krepijo družinski proračun, kako je za zaposlitvami, študijem. Tako da res za vsako generacijo nekaj. Podjetniki so mi vedno bili zmeraj zanimivi, ker pravijo, mi znamo delati, mi bi rad delali, bi rad zaposlovali in kaj se zgodi, na koncu država nam veliko preveč pobere. Tako da pri vseh je en skupni imenovalec, bi s temu rekel, mladi pa seveda stanovanja, zaposlitve, to, kar je, pa tudi ta druženje, da imajo več prostora, mogoče skupnega za druženje v okviru kakšnih klubov. In skupaj je pa vsem to, tako bi rekel, naš ugotovitev ali pa naš povzetek, mogoče na zaključek, da želijo drugačno Slovenijo, želijo bolj sproščeno, z več optimizma. Trenutno se čuti, da je neka prevelika napetost v družbi in vsi skupaj mislim, da si želijo bolj mirno življenje, bolj varno življenje, tudi z vidika varnosti, fizične varnosti, vojne in ostale stvari. Tako da in pričakujejo od politike in mislim, da je tukaj ravno ta lista pravi odgovor, pričakuje, da jim ta varnost, ta preko obljuba, da se bodo res trudili, da se bomo trudili in zavzemali za to, da se počutijo varne, tako finančno, ekonomsko, fizično, da jim neka stranka lahko to zagotovi in to smo mi tisti. In mi smo ta pravi odgovor na to in zato je tako, so mi tudi všeč, kakšen pride pa reče, vas pa ne bom volil, ampak potem, ko se pa pogovarjava, pa mu razložiš, pa na koncu ugotovi, da pravzaprav sploh je čisto napačno predstavo imel in marsikoga tako lepo obrnemo. Tako da
ponudimo kakšno kavo, sok, vodo, predvsem pa stisk roke, pa toplo besede, to pa čisto vsakemu tudi razorožimo, tudi takega, ki pride pa nadaleč gleda stran, ampak mi ga obgovorimo in pride in kot rečeno, stisk roke reši veliko ta stvari. Človeški stik je neprecenljiv. Ne? Ja. Zanima me tudi, nič nisi omenil, recimo infrastrukturnih rešitev. Grosuplje namreč velja za občino oziroma tako bolj kot ne spalno občino, ne, v veliki meri. Veliko ljudi migrira vsakodnevno proti Ljubljani na delovno mesto. Lahko ponudi naša skupna lista, kaj odgovoriš ljudem, ko verjetno tudi ta problem izpostavljajo, ki ga živijo pravzaprav vsak dan. Ne. Ja. Občina Grosuplje je ena najlepših občin, res prijazna občina in zelo blizu Ljubljane, tako da v bistvu veliko ljudi res migrira. Po drugi strani pa tudi veliko iz Ljubljane se preseljuje v naše konce, ker vidijo res polno, veliko zelenja, veliko sprehajalnih poti, raznih drugih naravnih znamenitosti in predvsem ta bližina jih potem tudi privabi, da se preselijo. Seveda pa, tako kot večina lokalne skupnosti, vedno je infrastruktura tista, ki, na katero ljudje največ opozarjajo. Mi imamo tukaj izgradnjo obvoznice mimo Grosuplja, potem izgradnjo pločnikov, še ogromno imamo neasfaltiranih tudi poti. In tako da na tej infrastrukturi je vedno priložnost za nagradno in ta skupna lista je tudi napisala v svoje programe, da bomo na tem področju postorili bistveno več kot sedaj. Privabili tudi državna sredstva za razne te projekte, tudi evropske, in gradili bolj prijazno okolje, zato da je ker infrastruktura je ključna, ne, se pravi, da so šole, da je zdravstveni dom, recimo, ravno zdaj gremo v izgradnjo nadzidave pri zdravstvenem domu Grosuplje, v katere bo tudi satelitski urgentni center. Tako da kulturna dvorana recimo je zelo pomembna za nas tudi, ki v tem trenutku nimamo najboljše in gremo v izgradnjo kulturnega centra z večjo kulturno dvorano s 500 sedeži. Tako da na tem infrastrukturnih projektih, kot rečeno, je za nas ključen razvoj in prihodnost občine in tudi na lokalnih volitvah bomo seveda šli s tem programom pred ljudi in jih prosili za podporo in zaupanje. Zelo dobro si seznanjen seveda z dogajanjem na ravni občine Grosuplje, ker si podžupan, ne, zdaj bi ta prizadevanja seveda rad dvignil na višjo raven, pa naj bo to iztočnica za en sklop hitrih vprašanj, ker ti bom dala vseeno, ne glede na to, da so to hitra vprašanja, možnost, da odgovore nekoliko pojasniš. In me zanima, če bi moral izbrati podžupan ali poslanec. Poslanec. Zakaj? Zato, ker z tega naslova izkušnje, ki sem jih dobil kot podžupan, želim prenesti na višjo raven in bistveno več pomagati lokalni skupnosti iz te pozicije, kjer se pravzaprav veliko odloča v okviru državnega proračuna in ti državni projekti, pri katerih lokalna skupnost kljub temu, da ima dobre ideje, se ne realizirajo, ker ni partnerstva za državo. Tako da absolutno bi šel tukaj v ta ring poslanstva. Kaj pa poslanec ali minister? Tukaj bom pa kar pustil, naj se zgodi, kar se lahko zgodi. Potem imava državno ali zasebno? Najboljši odgovor je javno. Zakaj? Zakaj? Zato, ker je prav, da Slovenija ima javno zdravstvo, javno šolstvo. To so atributi državnosti, seveda pa javno zdravstvo, javno šolstvo ne pomeni izključno državno. To pomeni samo to, da imajo vsi ljudje dostojne možnosti, pravice, da uveljavljajo svoje potrebe v okviru javnega sistema, če temu tako rečem, javnega zbiranja sredstev. Kje pa kdo kakšno storitev opravi, kje se kdo izobražuje, pa je seveda lahko povsem odprto in tukaj pa ni državno tisto, ki je rešitev. Šmarje Sap ali Istra? Dobro vprašanje. In Šmarje Sap, in Istra. Vsakega po malo. Vsakega po malo, kombinacija obojega je pa tisto najboljše zadovoljstvo in sreča. Imaš raje kosilo v restavraciji ali žar na vrtu? Žar na vrtu zagotovo. Pa da kdo pride na ta žar. Ja, zdaj prihaja ta čas, ne? Rad smukaš okoli žara. Zelo. Že ogrevam, bi rekel, te stvari, tako da komaj čakam, da bo priložnost. Tudi vsako leto malo posodobitev treba narediti na tem področju. Kaj bi pa rekel, kaj bi izbral, vino ali pivo? Vino. Belo, rdeče? Odvisno od okolja, družbe, tako da enkrat belo, drugič pa rdeče. Golob, Martin Golob ali Robert Golob? Martin Golob, ni dileme.
ker je eden, bi rekel, izjemno zanimivih osebnosti, vedno pozitivno do ljudi pristopa, s pozitivno noto, širi evangelij na svoj način. Mislim, da je to oseba, ki vzbuja predvsem spoštovanje in smo ponosni, da je v naši občini Grosuplje in z veseljem, kadarkoli z njemu kakšno kavo popijeva. Mislim, da gre res za eno čudovito osebo in si želim, da ostane čim dlje časa v naši občini v Grosuplju. Kateri film si nazadnje gledal? Exodus, Naša kri. Kar precej ene mobilizacije in odzivov ta film sprožil, ne? Res je, izjemen film, izjemna vpetost čustev, zgodovinskih dejstev. Absolutno priporočam ogled prav vsakemu, verjamem, da bo imel drugačen pogled tudi na kakšne stvari, ki jih je v preteklosti imel, bom rekel, po svoji podobi ustvarjanja, in ta film odstira marsikaj tega, kar se tiče naše sprave, kar se tiče pretekle zgodovine, obdobja 45. leta in vse ostalo. Tako da izjemen film, ki presega po mojem vsa pričakovanja. Skratka, nisem še srečal posameznika, ki ne bi rekel, da ga je ta film pustil ravnodušnega, nasprotno. Vsak ga pusti z nekimi novimi pogledi, z novimi občutki, predvsem občutek te bolečine, strahotnih okoliščin, ki so bile takrat, in res priporočam ta film na ogled. Kako si pa kaj s knjigami? Ostane kaj časa? Knjige bolj malo, tako da na dopust vedno vzamem isto knjigo že vrsto let, pa še vedno neprebrana. Pa še vedno neprebrana, vzamem jo pa vedno s sabo. Vedno. Zato, da je vest mirna. Občutek je dober, ja. Ampak vedno so iste tri in po mojem vedno ostanejo na istem mestu. Bi izbral Božič ali Veliko noč? Vsak praznik ima svoj čar in tudi ta dva praznika imate vsak svojo, bom rekel, vsebino, bogato vsebino, in sta mi oba zelo pri srcu. Pomlad ali poletje? Poletje. Morje, žar bolj pogosto, Istra, tako da ja, poletje. Ampak da pridemo do poletja, moramo še preko pomladi, seveda, ki jo zelo nestrpno pričakujemo. In če se vrneva nazaj na teren, čuti teren to pomlad, o kateri govorimo, se pravi nekako volitve sovpadajo z začetkom pomladi in mi verjamemo, da prihaja tudi nova slovenska pomlad. Ja, res je, zagotovo prihaja politična pomlad. Jaz sem zelo prepričan v to, utrip vseh treh strank, utrip ljudi, kot sem že prej vedel, ta pričakovanja po spremembi so izjemna in jaz sem tukaj zelo velik optimist. Do takrat moramo še veliko postoriti, še veliko ljudi je potrebno srečati, nagovoriti, pogovoriti. Ne mislim prepričati, ampak bolj pogovoriti, ker iz pogovora potem se tudi lažje ugotovi, da pravzaprav smo mi pravi odgovor na vse probleme, ki so, ali pa na vse izzive, ki se nas čakajo. Tako da se zelo veselim te pomladi in kot rečeno, z velikim optimizmom čakam oziroma delam na tej poti, kot sem prej rekel, da volilna kampanja je pot, je do 22. je neka prelomna točka, potem pa naprej. In sem zelo velik optimist in skupaj z ostalimi nam bo to zagotovo uspelo. Kaj pa so 3 ukrepi? Boš poslanec ali pa mogoče minister, kot sva prej nakazala, in kaj bodo prvi 3 ukrepi, ki jih boš zagovarjal? Torej kot poslanec ali kot minister? Reciva poslanec, glede na to, da so najprej volitve na vrsti. Mislim, da je ključna stvar, je pomembna to, da se takoj začne graditi zaupanje in sodelovanje med vsemi, ki smo v tem potem izvoljeni na ta odgovorna mesta. Drugače pa vsi ukrepi so vezani na to, da se izboljša stanje na področju zdravstva. Trenutno stanje ni optimalno, ni uspešno in Nova Slovenija, Ljudska stranka in Fokus imamo tukaj rešitve. Prenehati je potrebno z ideološkim bojem, skrajšati čakalne vrste, pripeljati noter svežo energijo, sveže ideje, ker je to edina garancija, da lahko spremenimo in izboljšamo zdravstvo. Tako da to so ključni prvi ukrepi, zato ne rabimo, kako bi rekel, veliko resursov, rabimo pa veliko voljo, veliko podpore in pa predvsem ideje, ki pa niso samo ideje tako v glavah, ampak tudi na papirju, kar pomeni, da imamo tudi že zakonske podlage pripravljene, jih bomo takoj tudi vložili. Drugače pa, tako kot je pri vsaki stvari, ključno je, da se potrebno zavedati, da na katerem koli mestu si izvoljen, ampak ključna stvar je to, da si izvoljen od ljudi in da delaš za ljudi in samo je vedno potrebno imeti pred očmi, naše poslanstvo je delo za ljudi. Enač, Matjaž, v akcijo, Bova rekla zdaj ne, da se šele odpravljava, ampak da nadaljujeva akcijo,
Tako, mi smo v akciji že kar dolg časa, ne samo v volilni kampanji, ampak že kar skozi tudi, življenje moje, skozi neka akcija, nekaj dinamičnega se dogaja, tako da ja, zdaj gremo samo še v finale tega. Seveda jaz tudi ob tej priložnosti res toplo vabim vse volivke, volivce občine Grosuplje in tudi širše, da gredo na volitve, da prepoznajo predloge teh treh strank kot ključne, kot najbolj pomembne in kot najboljše rešitev. In bom zelo vesel vsakega glasu. Kot rečeno, jaz se imam za preprostega, občana te naše občine, živim, rad jo imam in vsak glas bo tudi tako uspešno unovčen, torej z tem, da bom upravičil zaupanje in res prosim za vsak glas in še že vnaprej zahvaljujem za vse, kar bom dosegel, kar bo doseženo in vedno bom spoštoval to voljo, ki jo bodo ljudje izrekli na volitvah. Hvala, Matjaž, torej veliko uspeha, veliko vztrajnosti in energije in hvala za pogovor. Hvala, Andreja, bilo je zelo prijetno in kot rečeno, sem optimist in verjamem v naše skupne uspehe tudi prihodnje. Jaz tudi. Odlično. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se slišimo kmalu in vidimo iz volilne kavarne.